Kuga je naredila velik vtis na takratne raziskovalce, ki so jo opisovali s pomočjo grške mitologije. Pri primarni bubonski kugi je potek okužbe sledeč. Po ugrizu bolhe bakterija preide v rano, ki nato preide v limfo in limfne vozle. Poznamo tudi bakterijsko bubonsko kugo, ki jo delimo na primarno, ko gre bakterija direktno v krvni obtok in je tudi najsmrtonosnejša. Smrt lahko nastopi le po nekaj urah. Sekundarno, ko bakterija preide iz bule v kri. Pri bakterijski kugi se pojavijo krvne lise, ki so jih srednjeveški kronisti opisovali z grozo in skoraj gotovo pomeni smrt. Vendar pogosto pretiravajo glede smrtnosti. Niso vsi oboleli umrli, saj jih je okoli 20% preživelo. Vendar se kuga lahko poleg bolh širi tudi kapljično. Gre za primarno pljučno kugo. Nastane iz sekundarne bakterijske kuge, pri kateri bakterija zaide v pljuča in oboleli razvije kašelj in izkašljuje kri. Ker smrt nastopi hitro, se posledično primarna pljučna kuga ne razširi po velikem območju, ampak po zaokroženem in zahteva manjše število žrtev. Na severovzhodu Kitajske je med leti 1910 in 11 bila širitev pljučne kuge hitra. Vzroki so železnica, ki je omogočila hitro potovanje ljudi, polni vagoni in sezonski delavci, ki so živeli v prenatrpanih sobah. Pojavi se na območjih, kjer je veliko ljudi na majhni površini in kjer je telesni stik del norm in običajev. Običajno velja, da večja kot je gostota ljudi, hitrejša bo bila širitev okužbe, kar pa ne velja za kugo, kar so opazili tudi v srednjem veku. Raziskovanje na podlagi srednjeveških podatkov o kugi je potrdilo povezanost med manjšo gostoto in višjo smrtnostjo. Izsledki raziskav nam pokažejo, kako se je kuga širila preko redko poseljenih območij in kako je morilo v času srednjega veka, v času, ko je 90% ljudi živelo na podeželju. Gostota ljudi in širitev okužbe velja za bolezni, ki se širijo neposredno med ljudmi. Epidemija kuge je prvo med podganami in je pri ljudih epidemija sekundarna. Tako je treba upoštevati poleg gostote ljudi tudi gostoto podgan in bolh. Podgane so teritorialne živali, kar pomeni, da bo na podeželju kolonija podgan živela na eno gospodinjstvo. Medtem ko v mestu na območju kolonije več gospodinjstev in se zniža razmerje med ljudmi in bolhami. Tako je število smrti v mestih manjša kot na podeželju. Če primerjamo kugo s koronavirusom, je razlika v načinu širjenja. Slednji se širi kapljično, medtem ko se kuga preko bolh in v manjši meri kapljično. Prav tako je razhajanje v samemu širjenju bolezni. Pri koroni, ki je zelo nalezljiva, je potrebna karantena in čim manjši stik med ljudmi. Pri kugi pa je ravno razproščenost prebivalstva botrovala k večjemu številu okuženih.